pozdravljeni, danes bomo pa govorili o sončnem mrku, o mrkih. Danes, 8. aprila, je v Ameriki sicer viden popolni sončni mrk, pri nas ni viden, ampak verjetno poznate oziroma občutite energije, ki vplivajo na vas. Zdaj, kako lahko povežete te čudne znake z vplivom sončnega mrka oziroma z nekimi energijami? Če imate občutek, kot da gorite od znotraj, kot da imate občutek, da ste v meni, pa niste več v meni, kot da tak občutek vročine, to je lahko eden od znakov, da se vaše celice hočejo prilagoditi na drugačno, višjo vibracijo, da enostavno želijo spraviti ven vse strupe in da delajo s polno paro. Lahko se zgodi, da potrebujete več spanja kot običajno. Lahko se dogaja, da takrat, ko na vas pritiskajo energije, ki jih občutimo vsi, da imate občutek kot možganska megla, da imate občutek, da ne morete se zbrati in tako naprej. Lahko imate fizične znake, da vas mogoče na določenem delu telesa boli, ampak to je direktno povezano s tem, da takrat, ko so energije bolj intenzivne, telo hoče spraviti v neke karmične vozle, karmično zastale energije in zaradi tega vas pač bolj boli. Lahko recimo kašljate, vam povem eno zgodbo. Enkrat me je poklical moj oče in rekel, jaz ne vem, kaj je z mano narobe. Mene tako duši, jaz ne vem, po moje, pa sem bil že pri zdravniku, pa ni nič pokazal. V glavnem, no, potem me pa kliče moja prijateljica Silva in v glavnem ona tudi seveda mojo družino pozna in se pogovarjava in sem rekla, veš, ravno kar sem govorila z očetom in tako ga duši nekaj. V tistem začne Silva kašljati. In rekla, sem jaz zdaj kaj potegnila od tvojega očeta. Sem rekla, nemogoče, ker sem umestni člena, sem tako jaz. Jaz nemogoče, da potegneš od nekoga. In v tistem gre skozi mojo zavest informacija. In sem rekla, Silva, preizkus, kaj če predeluješ neko zadušitev. Dejansko sva šli preveriti, kaj se je pokazalo. Dejansko je bila z mojim očetom, zdaj tisti, ki ne verjamete v pretekle življenja, boste rekli, joj, tale pa ima fantazijo, ampak če pa verjamete v pretekle življenja in na to, da lahko obstaja ali vzporedno življenje ali preteklo življenje in da obstajajo neke energijski vozli, ki se potem odražajo na nas kot težava. V glavnem, se je pokazalo življenje v času francoske revolucije in je bila ona vojak in moj ata je bil vojak in dejansko sta bila skupaj dva moška zaprta v enem skednju in nekdo, zdaj ne bom izpostavila, kdo je ta duša, v glavnem je zabil ta vrata in potaknil požar in dejansko sta notri zgorela. No in zdaj pa poslušajte naprej. Silva je šla narediti zdravilno molitev dekodiranja, se pravi, naj se ščistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z življenjem v Franciji, v francoski revoluciji, ko sem umrla pač v tem skednju, kjer je bil požar. V glavnem, ona je nehala kašljati. Ampak kar je zanimivo, kašljati je nehal tudi moj oče. Mislim tako, wow. Vam povem, da nimamo pojma o energijah, res nimamo pojma o energijah. Mi samo občutimo, da smo bolj utrujeni, da nimamo ta prave energije, ampak, v kar sem prepričana je to, da smo božanska bitja z zemeljsko izkušnjo. Da dejansko, da nam je z namenom zbrisan spomin na pretekla življenja in da v otroštvu dobimo ta prav vtis, to, kar potrebujemo predelati v svojem življenju. Seveda, meni ta razlaga za mene osebno je bila premalo in sem enostavno rekla, jaz hočem več, želim več. In ko sem odpustila, to je bilo povezano z mojim bivšim možem pa z njegovo družino, ko sem odpustila, ampak a veste, kaj pomeni odpustiti? Odpustiti pomeni, da te ne boli. Da te ne boli več, ker seveda se spominjaš dogodkov, ki so te ranili,
ampak te ne bolijo več. To je tako kot rana, veste, če imaš neko rano, se vpraskaš in s časoma rana ne boli več, ampak ostane brazgotina. In ta brazgotina te samo spominja, da nekoč je bila rana tam, ampak boli te pa ne več. No, v glavnem, ko sem odpustila, sem ji odprl, po moje to povezano s tretjim očesom, pogled najprej v moja pretekla življenja in tudi v pretekla življenja drugih ljudi, in to delam na osebnih svetovanjih, ampak ne kot regresija. Vam povem, zakaj vam to govorim, ker me ljudje sprašujejo, kako izgleda moje osebno svetovanje. V glavnem pač včasih dobivam že prej slike, recimo že takrat, ko sem že tisto jutro, ko sem zmenjena z določeno stranko, in recimo to se je zgodilo zdaj v soboto. Pač poklicala me je zadnjič ena gospa in je rekla, da v njeni družini neznosno. In sem že zjutraj v stanju prebujanja dobivala slike in sem videla njo, kako je bila zvezana, ena bela luč je binglala iz stropa in dva človeka sta jo zasliševala, jo pretepala, mučila, ampak ona ni imela nobenih odgovorov, enostavno ni imela odgovorov, zato ni pač morala dati odgovorov. In potem je prišel, to je bilo pač v času druge svetovne vojne, nek gestapo, moški, pač tako visok, in jo je direktno ustrelil v srce. In to sem jaz videla, in zdaj poslušajte akterje. Snaha je gestapo, ta, ki jo je ustrelil v srce. Sin in hčerka sta ta dva, ki sta jo zasliševala, in ona ima program, moram biti dežurni krivec. In verjemite mi, v svojem življenju je ves čas dežurni krivec. No in potem med tem, ko sva delali, jaz to delam terapijo, da se razumemo in jaz te energije počistim. No in v glavnem, ko delava, me začne, ker vse bolečine človeka grejo čez moje telo, me začne boleti desna dojka in jo vprašam, si imela mogoče kakšno operacijo na desni dojki, si imela, ne vem, raka mogoče, ali ciste, bule, ne vem. Rekla ne, nobenih bolezni. Sem rekla, ampak še vedno občutim bolečino. In nakar sem pač molila, da naj se mi pokaže razodane, kje je zastala energija, in sem videla njo na trgu sužnjev, zdaj potem so to povezali sicer z Zanzibarjem, ampak na trgu sužnjev, tržnici sužnjev, je ona imela v naročju dojenčka in ga je dojila in so ji iztrgali tega dojenčka iz prsi in njen duh je tam ostal dobesedno zataknjen. In potem je bila prodana v Indijo in v Indiji je bila hišna sužnja in se je lastnik sužnjev, oziroma ta hišni gospodar, zaljubovanjo, in v tistem življenju je bila to prepovedana ljubezen, v tem življenju sta se našla in kljub temu, da je na vseh področjih ima res težave, ampak one dva sta pa takole. Tako, a veste, ko se dve duši srečata, ni pomembna zunanja podoba, ni pomembno, koliko imaš gladko kožo, koliko imaš kil, koliko nimaš kil, ni pomembno. To je dušna povezava, ki te enostavno potegne z nekom skupaj. No in zanimivo, v tem življenju hčerka je bila v tistem življenju žena. In kar je zanimivo tega gospodarja hiše, ali pa pač jaz sem videla tako Angleža, postaven gospod, uglajen, z spalco, tako recimo približno 100 let nazaj, približno nekaj tega, 150 let nazaj, nekaj tega. V glavnem, v tistem življenju je bila pa hčerka žena in na nek način zdaj živijo ravno tako v trikotniku. In sem ji rekla, da ko bo ona odpustila hčerki za vse, kar je naredila, in ko bo blagoslovila njeno srečno bodočnost, bo tudi hčerka lahko najdla lep partnerski odnos. Tako da, ja, to delam na svetovanjih. Pač delam terapijo, pišem programe, po katerih ljudje delujejo, dajem domačo nalogo, v glavnem pa ljudem pomagam najti
vzrok, zakaj se jim dogaja to, kar se jim dogaja. No, in danes, glede na to, da so energije sončnega mrka, pomeni, da sončni mrk, ko luna zakrije sonce, na nek način luna v spredje postavi podzavest, zasenči našo zavestno sončno stran in pokaže svojo to temno plat. Luna je povezana s podzavestjo, s čustvi, z nezavednim. No in zdaj, če gledamo, da vse skupaj to, kar se nam dogaja v družinah, odnosih, ne nazadnje telo kot zemljevid, je vse povezano z neko čustveno prtljago. In bomo šli preko kart prehodu na dobo, pa še kakšnih kart, le jaz imam tle vse pred sabo. Pogledati, kaj je ta trenutek za vas pomembno, da ozavestite, da veste, ta trenutek v energijah sončnega mrka. Prvo sporočilo je tole: zaupaj vase in v življenje, podpirajo te vsa svetlobna bitja in zavedaj se lastne moči, prepusti se božanskemu vodstvu. In ti, ki tole poslušaš, ti si bitje svetlobe, ti si bitje luči. Tvoje srce naj bo polno brezpogojne ljubezni, ker v tvojem srcu je milina in ta tvoja milina naj se izraža preko tvojih oči in preko tvojega obraza, ker to je ženska energija in solarni pleksus. Zdaj bom pa šla brati iz knjigice Prehod v novo dobo. V glavnem gremo najprej prišla številka 13. Ta trenutek se nahajaš na točno pravi poti. Zavedaj se, da te popolnoma nič ne more raniti, poškodovati ali prizadeti, zato ker tvoja duša je večna. Ovire, ki jih imaš v življenju, so le izkušnje, ki jih potrebuješ na svoji poti. Zavedaj se, da si ustvarjena po božanski podobi in v sebi si popolna. Bodi v sožitju in povezana s celotnim stvarstvom. Bolj kot zaupaš v svoje božanske sposobnosti, večja je tvoja moč. No, zdaj pa gremo na tole bitje svetlobe, 55. Bitje svetlobe. Ti, ki tole poslušaš, ti si nosilka luči. Poslana si, da kot sonce svetiš ljudem. Ti si angel sprememb. Dovoli, da si zavedaj se, da ko si zjutraj vzameš čas, da te energije jutra napolnijo, potem lahko svetiš z ljubeznijo. In zdaj gremo naprej na 70. Prepusti se božanskemu vodstvu, nova moč. Čas je, da narediš korak naprej. Dovolj je bilo zavlačevanja. Strah te zadržuje v nezadovoljstvu. Dovoljuj si občutiti svojo moč. Zmoreš. Deluj tako, kot si vodena. Prepusti se božanskemu vodstvu. In solarni pleksus je pa povezan s tem, da dejansko prerežeš tiste eterične vezi, ki te vežejo na neke neljube zadeve. Ko ljudi okoli sebi ne prebavljaš, je to odraz tvoje šibkosti. Sprejemaj ljudi, sprejemaj njihova čustva in sprejemaj tudi svoja čustva. Jeza nase in na druge kaže na stanje v tebi. No in naj vam povem, da jeza je v osnovi prekriva bolj globoko čustvo in to je čustvo žalosti in razočaranja nad ljudmi. Se pravi, ne da se ukvarja z jezo, ampak pa je na čustvo razočaranja in žalosti. In ko greš počistiti to žalost, ko moliš, naj se sčistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z razočaranjem. In daj noter prav dotično osebo, z razočaranjem do te osebe, z žalostjo v tej družini, ali v podjetju. Dovoli si, da svobodno stopiš naprej. Se pravi, jeza je samo čez, je tako kot smetana na vrhu in gledajte, zdaj vse te
ogromno obstaja zdaj zadnje čase literature o zdravljenju družinskih travm in tako naprej. In razne terapije in razni pogovori, kjer se ukvarja z otroštvom. In po večini se ljudem takrat vzbudi jeza na starše, ker oni so krivi za njihovo trpljenje. Ampak 3 prsti so nazaj. Vsak si izbere svojo izkušnjo. Zdaj vam pa povem en tragičen primer, ampak v glavnem primer, ki je v bistvu tako, zakaj jaz? To dekle je zbolelo za rakom, limfom. In ko je že začela hoditi na terapije v času zdravljenja, je prišla do zaključka, da je bila ne vem, tam 2-3 leta je bila stara, ko je bila spolno zlorabljena strani strica. In v njej se je samo zbudilo čustvo jeze. Zakaj jaz? Babica je vedeli so, niso me zaščitili, bila sem nemočna. In ko sva mi delali, se je dejansko pa pokazalo neko drugo življenje, ko je bila pa ona duhovnik in bilo je v času 2. svetovne vojne, ali pa lahko 1. svetovne vojne. V glavnem videla sem, tako kot en italijanski duhovnik, kot neka, lahko bi bila kraška vas, lahko bi bila neka vas v Italiji. V glavnem k njej je hodila neka mlada mamica z eno punčko. In dejansko ta duhovnik je zlorabil to punčko. In v bistvu potem, ko so bile pa samo v tem življenju zamešane vloge, ne? Se pravi, da če se vam res neka krivica dogaja, verjetno prihaja do neke izravnave, da se spomniš, da moraš odpustiti, ali pa da se spomniš, da mogoče si pa v nekem drugem življenju ti naredil slabo nekomu drugemu in zdaj pride do izravnave. Če ste gledali film Koliba, v tem filmu, noter ali pa knjigo brali, je deček, ki je vzel pravico v svoje roke, ne pokaže dejansko, a je on pomagal očetu, da je umrl, ampak mislim, da mu je pomagal, da je umrl. Njegov oče je bil alkoholik, pretepal je mamo in deček je vzel pravico v svoje roke. In potem, ko je bil že v odrasli dobi, pač nikomur tega ni povedal, se pa zgodilo, da nek serijski morilec je umoril njegovo hčerko. In to je po resničnih dogodkih napisana ta knjiga. In dejansko on je vso jezo usmeril v Boga, kako si mogel dovoliti, da nedolžno življenje trpi, kako si mogel. In potem, potom nekih dogodkov sreča Boga. In dobi odgovor, ko mu Bog pokaže to drugo stran, ko mu pokaže, da duša njegove hčerke je popolnoma srečna in da je vse v redu. In mu pokaže dušo njegovega očeta in mu reče, še se boste srečala samo v drugačnih okoliščinah. Veste, ni zanimivo, še se bomo srečali. Pač s tistimi, ki ostanejo nerazrešene vezi, pač se z njimi srečamo, zato ker se moramo srečati, da pride do izravnave. Vam povem eno zgodbo. Enkrat sem bila pri Kim Spiritualu v Horjulu in sva se pač pogovarjali o moji družini in sva se pogovarjali o odnosih med mojo staro mamo in mojo mamo. In pač one dve sta imele zelo intenziven odnos, to je dejansko blaga beseda. In v glavnem, ko jaz grem od nje, pol grem pač z mamo, govorim in se reka, mama, dej prosim stari mami odpust. Pač bila je ranjena, pila je, ker je bila tako močno ranjena in ni zmogla dajati ljubezni, ker je bila tako močno ranjena. Moja mama stisne tako dlani in naredi. Jaz sem ji vse odpustila. Tako. No, kar je rekla Kim, je rekla, da ta del odpuščanja, da one dve se boste še srečali in da boste še plesali ples in da v enem drugem življenju bo prišlo do izravnave, ker takrat bo drugi rešila življenje in bo prišlo do energije hvaležnosti. Veste, kako zanimivo, ne? Ampak, če vidite, da ne morete nekomu odpustiti, boste imeli težave.
No in danes sem z eno gospo govorila, ful jo imam rada, ti veš. V glavnem, težave ima s karpalnim kanalom. Karpalni kanal je povezan s tem, da ne zmoremo odpustiti ali pa spustiti nek odnos. In ta gospa sicer povezuje to s prezgodnjim rojstvom in tako naprej. Ampak skozi mene je šla informacija, odpusti očetu, delaj na odpuščanju očetu, ko boš njemu odpustila, se bo vse sprostilo. Verjemite mi, da tudi vsi tisti, ki imate te karpalne kanale, nečesa se oklepate. Pač tukaj ne govorim zdrave karpalne kanale, ki imate vnete, ki imate težave s karpalnim kanalom, nečesa se tako močno oklepate, da je čas, da spustite. In seveda, če ne najdete česa, se oklepate, potem lahko pridete tudi na osebno svetovanje, pa bomo skupaj najdeli odgovor. No, zdaj pa gremo na vodstvo bogin. Se pravi, veste, včasih poslušam kanalizirana sporočila Krajona in on govori, da plavamo v morju božanskih energij. Da ne obstaja samo en bog, ampak jih je več. No, kakorkoli že, ni pomembno, kaj vi verjamete, ampak jaz verjamem v podporo božanskih bitij. Verjamemo to, da bore malo vemo in da ena stvar je krščanstvo, drugo je recimo hinduizem. Vsaka vera ima po svoje enega vrhovnega boga, vsaka vera ima na nek način troedinega boga, se pravi Bog Oče, božanska mati in božanski duh. In dejstvo je, da prišli ste dve bogini ven in ena je Marija, božanska mati. Pričakuj čudež. Verujte, da so bile vaše molitve uslišane. Marija, jaz sem krščena na Marijo in kot veste, sem dodala poleg Minke še ime Marija. Se pravi, Minka Marija je zdaj moje uradno ime ali pa samo Minka, ne nazadnje tudi Marija, vse je v redu. No in v glavnem, če pogledamo zdaj sporočilo božanske matere Marije. Vera osvetljuje vašo pot. Brez vere je prihodnost videti zelo zastrašujoča. Zato je nadvse pomembno, da sprejmete vsakršen ukrep, ki je potreben, da bodo vaše misli in srce ostali napolnjeni z vero. Prosim, ne obupujte nad seboj ali drugimi. Naj v vaši duši gori sveča vere, saj lahko že en mali plamen upanja izkorenini temo obupa. Bodite luč, ki drugim osvetli mračen brezob. Kajti s tem, ko drugi zaradi vas postajajo močnejši, se ne krepite samo vi sami, ampak ves svet. In potem naprej naslednji pomeni karte, da znebite se mučnih misli. Ohranite svoje misli pozitivne. Opazite in sledite vsakemu božanskemu vodstvu, ki ga boste prejeli. Molite. Lotite se zdravljenja. In o Mariji, Materi Božji, je ljubljena Kristusova mati, ki jo poznamo tudi kot angelsko kraljico, zaradi njenega stalnega in čudovitega zdravljenja. Marija, Mati Božja, sodeluje z vsakim, ki je zagovornik otrok, učitelj ali zdravitelj. S predanostjo pomaga narediti svet za otroke varen in srečen. Če bi želeli otrokom pomagati, prosite Marijo za božansko preobrazbo. In božanska mati Marija, jaz jo čutim tako kot eno ljubečo energijo, ki dejansko ščiti. Sodeluje z nadangelom Rafaelom, se pravi zdravi, hkrati je pa angelska kraljica. In ta angelska kraljica, glejte, če jo prosite, bo v vaše življenje poslala angele in zgodi se bojo čudeži. Verjemite, čudeži obstajajo. No in zdaj prišla pa še Lakšmi. Prenehajte skrbeti, vse bo dobro, svetla prihodnost. Lakšmi je pa hindujska boginja. Se pravi, Lakšmi je lepa in dobrohotna hindujska boginja, ki prinaša obilje vsem,
ki jo pokličejo. Povezava Lakšmi z lotosovim cvetom, slonom in vodo predstavlja njeno popolno vero v rodovitnost in bogatstvo, ki je na voljo vsem. Srečna je, ko vas zalaga, pa naj bo to z denarjem, časom, znanjem ali priložnostmi. Lakšmi sodeluje z Ganešom, slonjeglavim božanstvom, ki ga poznamo kot premagovalca ovir. Skupaj sta neustrašljiv tim, ki vam pomagata opustiti strahove in sprejeti obilje. No, in zdaj vam preberem sporočilo. Tu je ljubeznivo vesolje in vsakdo v njem dela v vašo korist. Na vaši poti v prihodnost ni preizkušen ovir ali zaprek razen vaših lastnih projekcij strahov. Vzemite si trenutek in umirite svoj razum, utišajte skrbi in strahove. Začutite, kako vas gladim po čelu z novo energijo vere, upanja in optimizma. Očistite svoje srce, strahu in nadomestite te energije s takimi, ki bodo služile vam in vaši družini. Odrecite se vsem slabim mislim in razmišljajte samo o svetlem današnjem in jutrišnjem dnevu. Obljubljam vam, da bo tako. Se pravi, sporočilo je, zaupajte in imejte vero. No, zdaj pa gremo še na nekaj telih sporočil v Ošetove karte, da vidim za vse tiste, ki vas dejansko kliče k spremembi. Kaj je ta trenutek pomembno? Obilje. Obilje, nova vizija in mir v duši. Vam bom pokazala slike in možnosti. Naravnajte svojo frekvenco na obilje. Obilje tako zgoraj kot spodaj, pač obilje vsega. Ko zdaj pogledate ven, narava se bohoti v obilju. In mogoče si vzemite danes, ko je res priložnost mrka, da pogledate, kaj je tisto, kar mora odmreti. Tukaj zadaj je truplo in nova vizija. In kaj je tisto, kar se mora zrušiti, zato da boste vi lahko obdržali mir in pred vami je nešteto novih možnosti. Zaupajte v vodstvo. Angeli so tukaj samo služabniki, ki vam želijo pomagati, ampak delovanje je na vas. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, pejte pisati, napišite, kaj želite v prihodnosti. Tako da vse dobro vam želim in naj pri vsem, kar se vam dogaja, da vam pomaga Božji blagoslov.